Najstnik ustreli svojega očeta pred družino. Corey, Dino, Corey. Ko kriminalisti začnejo globje raziskovati, odkrijejo, da je v zgodbi več, kot se zdi na prvi pogled. Nisem si želela, da bi se to zgodilo, ne vem, šla bi kar sama. Me meče naokoli. In na tej točki je imel pištolo v roki. To je Inside the Crime, ki ga predstavlja Law & Crime, Sam Elizabeth Milner. Najstnik je priznal, da je na očeta streljal več kot 5-krat. Grozila mu je večletna zaporna kazen, a sodnik je odločil drugače. Danes je 2. julij 2025. Smo v Milwaukeeju, Wisconsin, ko eden od starih staršev opravi pretresljiv klic na številko 911. Moj vnuk je tukaj ustrelil svojega očeta. V redu, povejte mi, kaj se dogaja. Moj vnuk je zgoraj ustrelil svojega očeta. Pošljite nekoga sem. V redu, rekli ste, da je bil streljen? Da. V redu, kje je bil streljen? Ne vem, nisem šel gor. V redu, prav. Si ga videl? Je buden in diha? Moral sem iti gor po stopnicah. V redu, mora poklicati nekoga, počakaj trenutek, ker mora nekdo priti sem. V redu, pomoč je na poti, prav? Ob 14:47 so policisti iz Milwaukeeja že na kraju dogodka na naslovu, ki ga je navedel klicatelj. Toda na tej točki žrtve ni več mogoče rešiti. Ali je strelec pobegnil? Kje je tisti, ki je pobegnil? Kje je? Je strelec tam zgoraj? Ta mora potekati skupaj z zemljevidom, ki je bil uporabljen v 8. Sicer to ni snežni vihar. Ne vem, če je to... Mislim, da je to sin. Nisem počel, da se vrneš prijatelju. Je še kdo drug v hiši? Zabo je čista. Stanovanje je prazno. Oprosti, v tvojem primeru gre nekaj narobe. Verjetno bomo povedali kasneje, lahko. Dreš po in povedal vse. Pištolo ima tudi. Tukaj imamo strelno orožje. Tukaj so desinci in reševalci. To je eden mojih najljubših filmov. Kje je babica? V stanovanju ni nikogar. V sodnih zapisnikih, ki jih je pridobil Law & Crime, je žrtev identificirana kot Corey Williams starejši. Po navedbah policistov iz Milwaukeeja so priče, s katerimi so govorili, povedale, da je bil strelec Corey Williams mlajši, 18-letni sin Coreyja Williamsa starejšega. Se pravkar sliša strelje. Slišal sem. Slišala sem 6 ali 7. 6 ali 7. Ne vem, ali živi na tukaj, ne vem, kaj prav, ampak... No, drugi živi tukaj, potem pa sta bila sin in mama mogoče izseljena, vsaj po besedah njegovega očeta. Verjetno tukaj? Ne, izseljeni so bili od drugod. Mislil je, da je ona... Je bila verjetno tukaj le za kratek čas. In takrat je zgodil. Fant. Mislim, da je bil star 18 let, potem pa je rekel, da je bilo z njim še 5 do 6 drugih otrok. To je čudo, to je res čudo. Torej, zdaj je vprašanje, on je to rekel, vnuk je rekel, da bi je ustrelil. Ne, rekla je, da je bila tukaj, rekla je, da so otroci prišli sem gor in mislim, da so bili nekaj, ker ni slišala kričanja ali upitja, ampak on je prišel na obisk. Drugi otroci so prišli na obisk, ampak so že odšli. Slišala je 6 strelov in potem se je samo skrila. Torej je klicatelj verjetno tisti, ki me pelje. Klicatelj je dedek, oblaj babica, kaj je dedek. Dedek, povej mi to. Kimberly in drugi Corey so bili izseljeni, prišli so sem. Domnevno. I don't know. Ko je verjetno rekel ne v najni sobi. So se verjetno malo razjezili. Ne vemo, ne poznamo razloga. Pravi, da ko je njegov vnuk stekel ven, pravi, da je streljal. Ko policisti sestavljajo, kaj se je zgodilo v stanovanju, se začne pojavljati jasnejša slika. Po sodnih dokumentih je priča, označena le kot VV, policistom povedala, da je Corey Williams starejši v zadnjih 2 mesecih skrbel za svoje otroke, ker je bila ženska, označena le kot KS, izseljena. Priča je povedala, da je 2. julija dremal, ko so ga prebudili streli. Ko je šel do vrat stanovanja, je videl KS in njene otroke, kako prihajajo po stopnicah iz smeri, kjer je stanovanje Coreyja starejšega. Priča je policistom povedala, da je KS jokala in rekla, da noče, da bi njen otrok šel v zapor.
Ko je priča vprašala, kaj se je zgodilo, je KS rekla, da je Cory mlajši ustrelil svojega očeta, Coryja starejšega. Zdaj pa preskočimo na 1747. Iz tega dne, ko so policisti Milwaukeeja skupaj z ameriškimi maršali prišli v bližnje stanovanje, kjer so iskali Coryja mlajšega. Cory Williams! Tukaj policija Milwaukeeja! Odprite vrata! Odprta so! Odprite jih zdaj! Rekla je, naj pobegnem skozi zadnja vrata ali nekaj takega. Spušti roke. Kure, dejno! Korej, David, pridi ven. David, pridi gor, dojenček je tu. Gospod, pridite ven. V redu, Korej, dojenček je že tu. Vsi sedimo tukaj. Vsi bomo prišli ven, dojenček prihaja. Lahko vzamem svoje sestre. Da, gospod, spustite me ven. Cory Williams Jr. je pridržan. Sprva noče govoriti. Ker se zavedate, da imate te pravice, ste zdaj pripravljeni odgovarjati na vprašanja ali dati izjavo. Ne, v redu. V redu, brat. Peljali bomo nazaj gor, Delko. Ker Cory ne govori, detektivi zaslišijo nekoga, ki mu je blizu, njegovo mamo, Kimberly. Se zavedate, da imate te pravice? Ali niste pripravljeni odgovarjati na vprašanja ali dati izjave? Je to v redu? Pogovarjali smo se z vami. V redu. Po besedah Kimberly ni bila priča streljanju, ima pa svojo teorijo o tem, kaj je do tega pripeljalo. Mislim, da lahko začnemo. Kje ste bili včeraj? Ali kje ste bili nastanjeni? Bilo bi. Noč prej, ko sem bila jaz. Bila je Wednesday. Takrat sem bila pri sestri doma. V redu, in tam je bilo to. To je bilo na 48. ulici in Kastrju. V redu, in potem si tam ostal sam? Ne, tam je tudi moja druga sestra, to je sestrina, ne? Ampak noben od tvojih otrok ni bil tam. Ne, še vedno so bili tam pri očetovi hiši. Prav, ja. In potem te obvestijo, da je bil ta lažen podpis. In potem ti, in kaj narediš potem? In takrat sem se oblekla in potem šla ven poklicati. Ne, kontaktirala sem Coryja in rekla, hej, oblecite se, ker želim iti tja in vzeti dojenčke ali karkoli, ker vaš oče pretilava. Tako da želim, da greste vi, fantje. Da greste z njim samo, pogovori se s svojim sinom Cory. Ja, Cory mlajši. Samo vprašala sem ga, če bi lahko prišel dol z mano, samo zaradi varnosti, da lahko vzamem otroke. In potem sem mu pisala in mu morala povedati, da sem tudi jaz prejela tisti klic od ljudi sodišča in sem rekla, samo želim, da pridete z mano dol zaradi varnosti. Ampak vzela sem svoje sinove s seboj za vsak slučaj, zaradi varnosti, ker imava s Coryjem zgodovino družinskega nasilja. Za vsak slučaj, če bi se odločil, da bo, kar je tudi zabeleženo. Ja, za vsak slučaj, če bi se odločil, da bi me hotel udariti, segoj sem imela svoje sinova, da bi pomagala umiriti situacijo. Si mu povedala, za kakšne incidente je šlo? Včeraj si šla v podrobnosti o tem, kaj so bili ti incidenti ali ne? Ne, res. In potem lahko, če želiš ali pa ti ni treba. Je bilo fizično ali samo, ja? Ja. Tako kot, kar se tiče Coryja, ja. Ja. Bilo je fizično. Kaj je bil sprožilec? Sprožilec je bil, ko so se jaz in Cory starejši pogovarjala. Potem je pristopil Cory mlajši in mu rekel nekaj takega kot, naj nas pusti. Bilo je nekaj v tem smislu, kot da naj nas pusti, naj se umaknemo, naj nas pusti. In potem sta se ona dva začela prepirati in se zapletla v prerivanje in potem sem morala dvakrat stopiti vmes, da sem jo ločila. Začela sta se prerivati, prav? Ja. Kdo je vse v stanovanju, ko pride do prepira? Vsi so mi tam. In potem sem poslala svoje malčke ven na hodnik, bili so nekako pri kavču vratih in medtem, ko se prepirata, mu govorim, naj gre do vrat, naj gre skozi vrata. So bila vrata odprta ali zaprta? Bile so zaprta. Bila so zaprta, v redu. Torej, Aiden je verjetno opazil, da sem majčkom rekla, naj odprejo vrata in gredo do vrat. In potem je pohitel do vrat in jih odprl. In tako so šli ven. On gre ven in jih spusti ven. Torej je zdaj na hodniku. In stopam izmed njiju, da mu pomagam, da bi pomagala ostalim otrokom priti na hodnik. In hotela sem mu reči, naj otroke odpelje do avta. In takrat sem zaslišala strele. Takrat sem to slišala. Kje ste bili, ko so odjeknili streli? Bila so na hodniku. V redu. Jess in Aiden so bila oba na hodniku. Kako dolgo ste bila na hodniku? Mislim, da bi rekla, da samo sekundo. Hodila sem. Takoj, ko sem stopila ven na hodnik skozi vrata, bam, 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 bum. Takrat sem to slišala in sem se obrnila nazaj, stekla sem nazaj. Obrni se! Ne, moji otroci nimajo očeta. Kako pa ti imaš očeta?
Stvari hitro eskalirajo, od ponarejanja podpisov do tega, da se žal te stvari v našem mestu dogajajo precej pogosto. Sama bi šla. Nisem želela, da se karkoli od tega zgodi. Sama bi šla in poklicala policijo, ampak bala sem se iti sama. V tvojo obrambo si šla tako, da si se počutila varno, kaj ne? Nihče se ne bo spravil v položaj, kjer se ne bi počutil varnega. Torej veš, glede na pretekle izkušnje, da verjetno ni najbolj pametno, da greš sama kot ženska. In brez zamere, ampak nisi popolnoma ženska, nisi prava. Policijski razgovor s Kimberly razjasni veliko stvari, zato detektivi dosežejo, da Corey končno spregovori. Pove jim, da je prej živel z očetom v stanovanju, kjer se je zgodil strelski incident. A njegov oče ga je vrgel ven in se je preselil k svoji sestri. Detektivom pove, da je šel v očetovo stanovanje skupaj z mamo, da bi pobral preostale brate in sestre. Zdaj prvič Corey detektivom opisuje, kaj naj bi se po njegovih besedah zgodilo v stanovanju. Je bil tvoj oče tam? Ne. V redu, torej ni bil doma, ko ste prišli tja. Kako dolgo mislite, da ste bili tam, preden je prišel vaš oče? Kegi. Saj 5 do 10 minut, morda 20. V redu, torej 5 do 20 minut. Ko se pojavi, je z nekom ali je sam? Jesen. V redu, in če lahko nekako razložite, kaj se je zgodilo? Ampak ko je prišel noter? Ja. Prišel je noter skozi glavna vrata. Pobiral sem svoje stvari, idejo kovček, kot so moj računalnik in oblačila. Prišel je noter in da sem se začela prepirati. Potem sem se nekako umešal in mu preprosto rekel naj se umakne, naj nam pusti oditi. Začel sem me dotikati. Ja, mene, prav tukaj. Meter me naokoli. In v tistem trenutku je imel pištolo v roki. Corey pravi, da mu je oče potem rekel, naj pokaže nekaj spoštovanja in naj utihne. Rekel je, da je, ko ga je oče začel premetavati, zagledal pištolo na mizi in jo zagrabil. Ne vem, kaj se zgodi. In ne zavihtel proti jedilnici, kot proti jedilni mizi, kuhinjski mizi. In mi zavihti, če in tam je. Vem, da je to res težko, človek. Ne morem si niti predstavljati, kako se počutiš. Zavihti mi domaz. Na mizi je strelno orožje. Ali pištola. Ja, zgrabim jo in ga ustrelim. Torej ste bili le približno 70 do 90 cm stran. Ja, nisem bil tako daleč stran. In to se je zgodilo pri jedilni mizi. Ko si lahko ustrelil, je bila njegova roka še vedno na tebi ali mu je uspelo popustiti prijem? Spustil me. V redu. Torej te je potem spustil in si lahko streljal. Ja. Kolikokrat misliš, da je bil ustreljen? Sploh ne. Kaj je počel v tistem trenutku? Kot takrat, ko sem jo zagrabil. Ja, kot takrat, ko si začel streljati. Kaj je on počel? Sploh se ne spomnim. Ali je še vedno imel pištolo v roki? Tega nisem videl. V redu, torej nisi prepričan, ali je imel pištolo v roki v tistem trenutku? Prepričan sem.
Kaj se je zgodilo potem? Odšli smo in jaz sem odšel, ampak pač moja mama je poklicala policijo. In pa smo odšli. Je poklicala, ko si bil še tam noter? Ne, bil sem zunaj. V redu. Torej si šel ven in odšel? Noter ni bilo nikogar. Bili smo zunaj, poleg avta. Ona je bila noter in klicala policijo. V redu, torej je ona ostala v stanovanju, da je poklicala policijo, medtem ko si ti čakal zunaj? Bila je v hodniku. V redu. So tvoji sorojenci šli s tabo? Do you after? Ja. Oni so šli v trenutku, ko se je zgodilo. Odšli so, zbežali so. Corey pravi, da ni vedel, kolikokrat je ustrelil svojega očeta, vendar je bilo zagotovo več kot enkrat. Ali se lahko poskusiš spomniti, kolikokrat si ustrelil? Je bilo več kot 5-krat ali manj kot 5-krat? Več. Je bilo več kot 10 ali manj kot 10? Bilo jih je več kot 5, tako občutek imam. V redu, torej od 5 do 10? Čak je bilo več kot 10 ali se spomniš? Ne, spomnim se. V redu. In ko je tvoj oče padel, ali si po svojih spominih nadaljeval s streljanjem? Ne. Ne? Vsakič, ko si spodletel, je bilo konec. V redu? Ker bomo prinesli nekaj fotografij. In edini razlog, zakaj smo to vprašali, je zato, ker na kraju zločina, kjer je bil, so bile okoli njegovega telesa tulci. Sem bil. Ne. Pokazali ti bomo nekaj fotografij, prijatelj, samo da razjasnimo stvari. V redu? V redu. Še kaj drugega želiš vprašati? To bi moralo biti dovolj zame, dokler ne dobimo fotografij. Mislim, da je največja stvar. Zakaj? A ni tako? Zakaj si streljal? Napadal je. Ta tip ima okoli 170 kg. Ampak takrat si mojemu partnerju rekel, da ti je držal za majico, kaj ne? Ampak to. In popravi me, če se motim, nisi ga videl s pištolo v tistem trenutku, ko si začel streljati. Sem ga videl s pištolo. Ko si začel streljati? Ne, ko bil postavljen, ker sem si moral prvič obuti čevlje. Seveda, videl sem, da s pištolo. Ja. Ko sem bil pri mizi, je imel roko odkole. Redo? Torej v tistem trenutku tega nisi videl? Ampak sem vedel, da je tam, ja. V redu? Ste videli, kaj se je zgodilo s tistim strelnim orožjem po vsem tem? Ne. Veste, kje ste stali, ko ste začeli? Bil sem pred mizo, recimo tame, pred ledrom. In kje ste bili, ko ste nehali streljati? Verjetno nekje tukaj. Prav to. V redu, torej mislite, da ste naredili le korak ali dva? Ne vem koliko korakov, ampak vem, da sem se premaknil. V redu. Misliš, da si pa šel v dnevno sobo? Ne. Eno stvari, ki se zgodi, ko nekdo umre, je, da opravijo obdukcijo. Veš, kaj je obdukcija? Ja. V redu. Torej, del obdukcije je, da pregledajo vse rane, ki jih ima oseba, kot so poškodbe, še posebej strelne rane, in ugotovijo, kdaj so nastale. Poskušajo ugotoviti, kako daleč je bila pištola ob strelu in kakšno pot je krogla prepotovala skozi osebo. V redu? In to nam pomaga tudi nekako rekonstruirati, kaj se je zgodilo. Vem, da vam podajam veliko informacij. Eno stvari, ki me skrbi za naprej, je, da obdukcija pokaže, da je bil morda zadet, ko je bil že na tleh. Če je temu tako, bi rad to že vnaprej razjasnil in ugotovil, zakaj bi do tega prišlo. Torej, če se je to zgodilo, bi res cenil, da dobim razlago za to, namesto da zdaj slišim eno verzijo, potem pa to ugotovim šele pozneje. Ker nočem, sposti ne pravim, da si lažnivec. Samo trudim se, samo želim priti do dna in ugotoviti, kaj se je zgodilo. In končal sem. Na redu. Vem, da je veliko smo ti povedali, ampak...
Cenimo te, prav. Lahko držim voda? Ne, dal ti bom steklenico vode. Ja, lahko. Ja, vzemi si čas in jo popij, prijatelj, ni nobene naglice. Hočeš pojesti svoje čips, preden greš nazaj gor, ali pa ti niso všeč? Ne. V redu. Prav. Story. Corey Williams mlajši je bil obtožen uboja iz malomarnosti druge stopnje. Tožilci pravijo, da je bil Corey starejši ustreljen več kot 5-krat v roko, ramo, prsi in dimlje. Baščina za Coreyja Williamsa mlajšega je bila določena na $10,000. Izrekel je, da ni kriv in primer naj bi šel na sojenje. Vendar sta obe strani dosegli sporazum o priznanju krivde. Februarja 2026 je Corey priznal krivdo za povzročitev smrti zaradi malomarnega ravnanja z nevarnim orožjem. Sodnik okrožnega sodišča okrožja Milwaukee je obsodil Coreyja Williamsa mlajšega na 5 do 8 let zapora v državni kaznilnici. Vendar je sodnik odložil izvršitev zaporne kazni. Spletni zapisi kažejo, da je v 5-letni preizkusni dobi. Hvala, ker ste se nam pridružili v tej epizodi Inside the Crime. Sem Elizabeta Miller in se vidimo tukaj spet jutri z novim primerom.